precepljenosti in kako ta trend ponovno obrniti v nasprotno smer, bodo danes spregovorili generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Mojca Kobec, pozdravljeni, pediatrinja Zdravstvenega doma Velenje, Margareta Seher-Zubančič, pozdravljeni, infektologinja Bojana Bejovič z Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, pozdravljeni. Z te klinike prihaja tudi pediatr in infektolog Marko Pokoran, pozdravljeni, in epidemiolog Zoran Simonovič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Začeli kar pri koncu. Dr. Simonovič, kako je s precepljenosti z tako obveznimi kot neobveznimi cepivi pri nas? Kakšen je ta trend, upada ali narašča? Ko govorimo o precepljenosti, pravzaprav lahko cepiva razdelimo v 3 kategorije. Prva kategorija so obvezna cepljenja otrok. Pri teh cepljenjih, ker gre za cepljenje pred temi najpogostejšimi otroškimi boleznimi z 5-valentnim cepivom in pa cepljenje proti ošpicam, mumsu in rdečkam, torej ta cepljenja se izvajajo v zgodnem obdobju življenja, torej od obdobja po rojstvu pa nekje do 2. leta starosti se zaključijo. Pri teh cepljenjih dosegamo pravzaprav dobro precepljenost in smo primerljivi z ostalimi evropskimi državami, torej precepljenost še vedno je, torej dosega nekje 95% oseb, torej obveznikov za cepljenje izvede to cepljenje. Tako da nam ta odstotek precepljenih oseb še vedno zagotavlja dovolj visoko zaščito, torej kolektivno imunost. Pri teh cepljenjih pravzaprav zaznamo nek zelo rahel upad v zadnjih 2-3 sezonah, ampak kljub temu je celokupno v Sloveniji ta precepljenost dovolj visoka. Razen v določenih regijah, recimo proti ošpicam, mumsu in rdečkam, opažamo zadnje leto, 2, pravzaprav predvsem v ljubljanski regiji, pa tudi na Gorenjskem, pa nekoliko na Primorskem, se ta delež precepljenih otrok spusti pod 95% in dosega 93 do 94% delež precepljenosti. Če govorimo o neobveznih, a brezplačnih cepljenjih, ki smo jih tudi pred nekaj leti uvedli v program cepljenja otrok, govorimo torej o cepljenju proti okužbam s humanimi papilomavirusi, ki so ga deležne deklice v 6. razredu osnovne šole. Tukaj pa opažamo precepljenost, ki je v začetku, ko smo uvedli cepljenje, dosegala nekje 55%, deklet v zadnjih 2 šolskih sezonah pa se za to cepljenje odločijo starši 45% deklet ustrezne starosti v celotni Sloveniji. Tukaj opažamo velike razlike znotraj Slovenije in sicer imamo določene regije, kjer je precepljenost zelo dobra, več kot 80% cepljenih deklet, recimo na Koroški regiji, in okoli 60% precepljenost proti HPV v mariborski, celjski, murskosoboški zdravstveni regiji, medtem ko je zelo slaba precepljenost, pravzaprav v primerjavi z ostalimi regijami na področju Ljubljane, Gorenjske, Novega mesta in tudi Nove Gorice. Tam se za to cepljenje odločile 30 do 35% deklet. Cepljenje, ki je bilo uvedeno v letu 2015 pri dojenčkih, gre za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Za ta cepljenja zaenkrat nekih pravih trdnih podatkov o deležu otrok, ki se odločajo za cepljenje, še nimamo. V 3. kategorijo cepljenj pa pravzaprav lahko potem štejemo neobvezna, a samoplačniška cepljenja, ker se pa starši sami odločijo in tudi potem sami plačajo za izvedbo cepljenja. Takšno cepljenje dojenčkov je recimo cepljenje proti rotavirusnim okužbam, kjer pa se za to cepljenje odloči od 20 do 25% slovenskih staršev. Še slabšo precepljenost pa beležimo pri samoplačniškem prostovoljnem cepljenju proti okužbam, torej proti klopnemu meningoencefalitisu,
in seveda tudi proti gripi, ker pa se nekje manj kot 10% oseb, ki bi bile primerne za cepljenje, odloča za izvedbo tega cepljenja. Recimo, če ostanemo pri gripi, kam se po cepljenju proti gripi uvrščamo v Evropo? Ja, če se primerjamo z ostalimi evropskimi državami, smo pravzaprav proti koncu lestvice, smo nekje na repu držav, glede na delež oseb, ki se odločijo za cepljenje. Če se osredotočimo na skupino, ki cepljenje proti gripi še posebej priporočamo, to so starejše osebe od 65 let, ugotovimo, da je v Sloveniji proti gripi cepljenih le okoli 10% teh oseb. V primerjavi z drugimi evropskimi državami pa je to torej veliko nižji delež, saj v določenih državah, kot so Nizozemska, Velika Britanija, se več kot 75% starejših od 65 let odloči vsako leto za cepljenje proti gripi. V večini drugih evropskih držav pa je ta delež starejših, torej, ki se odločajo za cepljenje, višji od 50%. Recimo nekaj teh držav, če naštejem, Nemčija, Francija, Italija, Španija, Malta, Norveška, Danska, torej to so države, kjer se več kot 50% starejših od 65 let vsakoletno zaščiti pred gripo s cepljenjem. Gospod Bejovič, dezinfekcijske klinike, ki se vsak dan v bistvu lahko, zelo pogosto se lahko srečate z bolniki, ki so zboleli za boleznimi, proti katerim bi se lahko cepili, pa ne bi zboleli. Kakšne so lahko posledice upada precepljenosti za posameznika, tako za posameznika, kot za družbo, pa za zdravstveni sistem in za državo? Jaz se na kliniki ukvarjam z zdravljenjem odraslih bolnikov. Tam seveda opažamo to nizko precepljenost proti gripi in tudi zelo neznatno precepljenost proti pnevmokoknim okužbam, za katere se je danes tudi mogoče zaščititi. V Sloveniji je na voljo cepivo za starejše od 50 let. Potem seveda videvamo pogosto bolnike s klopnim meningoencefalitisom. To je v Sloveniji endemska bolezen, se pravi bolezen, ki je stalno prisotna, kjer je sicer precepljenost nekoliko višja kot v prejšnjih letih, mogoče ima dr. Simonovič točne številke, je pa še vedno sorazmerno nizka, če jo primerjamo recimo z drugo endemsko državo, to je sosednja Avstrija. Cepivo proti klopnemu meningitisu je trenutno plačljivo in v Sloveniji, tudi v Avstriji je plačljivo, ampak to v Sloveniji seveda glede na dohodke naših državljanov pomeni neprimerno večje finančno breme precepati eno družino proti klopnemu meningoencefalitisu, kot je to relativno za Avstrijo. Če pa pogledamo širše vsa cepljenja, seveda naša klinika je pravzaprav njen oddelek za intenzivno zdravljenje je bil ustanovljen v 50 letih zaradi zadnjih epidemij poliomielitisa v Sloveniji. Lahko si v avlah klinike pogledate ta železna pljuča, v katerih so bili ljudje, ki so zboleli za poliomielitisom. To je ena bolezen, ki je bila včasih strah in trepet otrok, ki so ostali hromi, še vedno imamo med nami ljudi, ki so to utrpeli. Zdaj, ko so stari, imajo dodatne težave, ker se bolezen v starosti spet ponovno poslabša. Seveda pa ljudje, pa tudi nekateri zdravniki seveda te bolezni ne poznajo, niso jo več videli med svojimi bolniki in nimajo občutka, da je to, da je izginila pred naših oči pravzaprav posledica cepljenja velikega števila prebivalcev, se pravi takega, da omogoča res to kolektivno imuno, se pravi zaščito celotne družbe in seveda nizka precepljenost bo pomenila, da se bo bolezen, mogoče ne poliomielitis, otroška paraliza, se bliža eradikaciji v svetu, se pravi, da bo bolezen zaradi cepljenja izginila. Temu se počasi približujemo, podobno kot se je to zgodilo pred leti s kozami, ko je bilo cepljenje mogoče potem celo popustiti. Potem so pa seveda druge bolezni, omenjene so bile ošpice, kjer je precepljenost v nekaterih regijah v Sloveniji padla pod tisto mejo, ki zagotavlja dovolj veliko kolektivno imunost. To pomeni, da precepljenost cele skupine ljudi pravzaprav onemogoča, da bi virus krožil in našel tistega, ki je še vedno za njega občutljiv.
ker recimo cepivo ni bilo učinkovito, nobeno cepivo seveda ni 100%, ali pa ima neko tako bolezen, da cepivo ni odgovoril oziroma ni mogel biti cepljen. Ta meja je tam nekje pri 96% recimo za ošpice, pri vsaki bolezni je to malo drugače in to je nekaj, kar nas seveda zdravnike skrbi. Tisto, kar je pa tudi nekako vedno bolj znano, pa je, da v teh okoljih, kjer precepljeno še je, pa pade pod določeno mejo in začne virus krožiti, zbolevajo praviloma potem starejši otroci in so lahko potem posledice, oziroma malo starejši ljudje, posledice take bolezni v bistvu v deležu hujše, kot so bile takrat, ko so zbolele cele generacije. Cepljeni vendarle praviloma ne zbolijo, tako da to je nekaj, česar se neposredno bojimo zdravniki, ki delamo s temi boleznimi. Pri vas bi se zdaj kar navezala na gospoda Pokorna, ki pač je na infekcijski kliniki tudi infektolog in pa pediater. Zdaj, gospa Bejovičeva je rekla, da v bistvu precepljenost deloma tudi opada zaradi tega, ker se starši oziroma ljudje se več ne zavedajo, kakšne so posledice lahko bolezni, proti katerim se cepijo, v bistvu kako hude so lahko te posledice. Nam lahko razložite v bistvu možne posledice nekaterih bolezni, kot so recimo ošpice, ki veljajo za ne glih najhujšo diagnozo? Ja, jaz delam na infekcijski kliniki že dobrih 20 let in v bistvu v svoji nekako na poklicni poti sem doživel, da je zaradi cepljenja se praktično je izginila bolezen, to je okužba z hemofilusom influence tipa B. Mogoče je to najbolj tak drastičen primer. Mi smo imeli v letih pred uvedbo rednega cepljenja približno 20 primerov otrok z bakterijskim meningitisom, gnojnim meningitisom, in ta bolezen je recimo puščala lahko pri preživelih hude posledice, v smislu okvar sluha, v smislu slepote, kakšnih drugih težkih gibalnih ali pa umske manj razvitosti. In moram reči, da je bilo dežurati na infekcijski kliniki takrat kar zalogaj. No, seveda je pa res, da tudi vse ostale bolezni lahko imajo določene zaplete. Ošpice pri večini otrok potekajo brez zapletov, pojavijo pa se zapleti v smislu meningitisa oziroma encefalitisa, se pravi nekaj možganov, približno 1 na 1000 primerov. Pogoste so bakterijske dodatne okužbe, pljučnice in pa določeni imunski zapleti se lahko pojavijo tudi po preboleli okužbi. Predvsem pa tudi ta prebolela bolezen pušča eno prehodno, kar nekaj mesecev trajajočo imunsko motnjo, v času katere je potem človek bolj dovzeten za določene dodatne okužbe. Potem so pa tudi redki pozni zapleti ošpic in moram reči, da smo se v Sloveniji tudi s tem srečali po zadnji epidemiji leta, mislim, da 95. To je subakutni sklerozirajoči panencefalitis, to je v bistvu pozen zaplet, smrtna bolezen, kjer pride v bistvu do okužbe, počasi potekajoče okužbe osrednjega živčevja. Gospa Seher Zupančič, vi v praksi lahko razložite, kateri so tisti, kar delate na primarni zdravstveni ravni v zdravstvenem domu, kateri so tisti najpogostejši razlogi, zakaj starši pa vam povejo, jaz pa otroka ne bi dal cepiti, in pa po vaših izkušnjah, koliko sploh ima tukaj pediater prostora, da lahko prepriča starša, da pa vendarle bi bilo dobro cepiti, koristno cepiti, ne samo zaradi njegovega mogoče otroka, ampak tudi zaradi drugih. A tisti starši, ki pridejo k vam, so že prepričani, da jih ni možno več prepričati, ali kako? No, razlogov, zaradi katerih starši ne cepijo otrok, je več. Tu je več skupin staršev. Vsi vemo, da je cepljenje najbolj učinkovit, varen način za preprečevanje nalezljivih bolezni in da spada med največje uspehe v zgodovini medicine.
In ravno zaradi tega pa postaja v bistvu tudi žrtev svojega uspeha. In današnje generacije staršev nimajo osebne izkušnje z boleznimi, proti katerim cepimo. Še v generaciji mojih staršev praktično ni bilo družine, kjer kak otrok ne bi umrl zaradi davice. Po drugi svetovni vojni smo v Sloveniji imeli velike epidemije otroške ohromelosti, otroške paralize, zadnja je bila leta 1978. In tudi veliko današnjih zdravnikov, zlasti mlajše generacije, še nikoli ni videla bolnika z davico, z otroško paralizo, z ošpicami, z mumsom, z rdečkami, nosečnicam. Se danes pri nas ni potrebno bati, da bi zaradi okužbe v nosečnosti z rdečkami rodile težko prizadetega otroka ali celo, da bi splavile. In prevladuje prepričanje, da pri nas nalezljive bolezni ne ogrožajo. Če bi pa že slučajno starši ali pa njihov otrok zbolel, bo pa medicina naredila čudež in bo bolezen pozdravila brez posledic, kar pa sploh ni res. To je skupina staršev, ki je v bistvu se zelo sebično zanaša na to, da so drugi otroci precepljeni in da je zaradi tega njihov otrok varen. Še najmanj je pravih nasprotnikov cepljenja, ki zatrjujejo, da so cepiva škodljiva, nepotrebna, da služijo samo interesom farmacevtskih družb in njihovim dobičkom, so pa zelo dobro organizirani in izjemno prodorni. Starše odvračajo od cepljenja in jim ponujajo različne alternativne metode, da bojo vzpostavili imunost pri svojih otrocih. Širjenjem neresničnih podatkov, polresnic, z manipuliranjem z različnimi tako imenovanimi raziskavami sistematično strašijo starše pred vsemi cepljenji. Žal v Sloveniji še nismo dosegli standarda odgovornosti za izgovorjene ali pa napisane besede. Vsak posameznik ali skupina lahko širi neresnice in se nič ne zgodi, nobene odgovornosti. Pri tem pa recimo tej skupini pri ustvarjanju splošnega nezaupanja v cepljenje žal velikokrat hote ali nehote zaradi želje po nekaki uravnoteženi informaciji pomagate tudi mediji. Nasprotniki se zavedajo, da so v Sloveniji njihovi otroci zaradi relativno visoke precepljenosti zaenkrat še varni, ampak to se ob potovalnih navadah ljudi lahko zelo, zelo hitro spremeni. O trditvah teh nasprotnikov cepljenja, da ne cepijo zaradi škodljivosti cepljenja, pa toliko. Ko njihov otrok želi nadaljevati šolanje v Združenih državah ali pa iti tja v počitniški tabor, takoj pozabijo na nevarnosti cepljenja in jih pocepijo proti vsem boleznim, ki jih Združene države zahtevajo za to, da bi dobili dovoljenje za šolanje ali pa sploh za bivanje v Združenih državah Amerike. Tam namreč necepljeni otroci ne smejo obiskovati javnih vrtcev, ne smejo se vpisati v javne osnovne šole, na javne univerze, ne smejo se udeleževati javnih počitniških taborov. Največja je pa skupina zmedenih, prestrašenih staršev, ki sicer niso nasprotniki cepljenja, ampak glede na to, da vsa ta sporočila ciljajo na čustva, jim ostane nek tak črviček, kaj pa če je le kaj na tem, kaj pišejo in da bo moj otrok imel potem posledice. In ti starši so dejansko prave žrtve proticepilne kampanje. So v veliki stiski in potrebujejo pomoč. Pri teh starših lahko pediatri zelo veliko naredimo, ampak zato ne potrebujemo samo veliko znanja, ampak tudi veliko časa. Vemo pa, kakšne so obremenitve v ambulantah in da je to včasih zelo težko izvesti. Zelo pomemben je tudi naš sicer korekten odnos do pacientov, do staršev in pa tudi osebni zgled pri cepljenju.
Sama se vsako leto cepim proti gripi, cepljena sem proti klopnemu meningoencefalitisu, cepljena sem proti pnevmokoknim okužbam in to staršem tudi povem. Če bi mislila, da je cepljenje škodljivo, se sigurno ne bi cepila. Potem je pa še ena skupina staršev, ki sicer ne nasprotujejo cepljenju, ampak takoj na začetku rečejo, da bojo cepili otroka samo proti tistim boleznim, kjer je cepljenje obvezno. Sploh jih ne zanima, recimo, da imamo zdaj v rednem programu cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, da je v rednem programu cepljenje proti HPV-ju, ampak ne znajo razložiti, zakaj cepili bojo samo proti tistim boleznim, kjer je obvezno. In teh staršev sploh ni malo. Na to bi morali misliti snovalci zdravstvene politike, ko se bojo odločali, kako narediti s cepljenjem naprej. Po tej razliki, zakaj ena cepiva so obvezne, zakaj niso pa tudi o precepljenosti zdravstvenega kadra, bomo malo pozneje. Zdaj bi pa gospa Gobec vas bi pa vprašala, v bistvu, kdo zdaj tukaj nosi, po eni strani država namenja sredstva za cepiva, po drugi strani tisti, ki se ne cepijo, pa recimo zbolijo, obremenjujejo zdravstveni sistem, so pač predstavljajo eno družbeno in ekonomsko breme. Kdo je zdaj tukaj odgovoren, po vašem mnenju? Kdo naj nosi to odgovornost? Država je seveda odgovorna, da zagotovi vse pogoje za to, da dosegamo visoko stopnjo precepljenosti. In lahko rečem, da to v Sloveniji temu je tako. Program cepljenja za otroke je za vse brezplačen, na voljo so varna, učinkovita cepiva, imamo mrežo pediatrov, ki so dostopni otrokom in dolga leta je pravzaprav bilo cepljenje teklo relativno ugodno. Zadnja leta, kot je bilo že tukaj rečeno, pa smo seveda priča spremembam, katerim se je pač potrebno prilagajati. Poti informacij so se spremenile, zaupanje v stroko, v neke avtoritete je morda nekoliko upadlo in seveda vsem tem se je treba spopadati. Javni interes je in gotovo je v interesu Slovenije in tudi vseh držav, da seveda zagotavljamo visoke precepljenosti in da seveda tudi ustvarjamo zaupanje v cepljenje. Kot je bilo prej rečeno, je verjetno cepljenje res žrtev lastnega uspeha in zato seveda moramo najti druge načine, biti transparentni, biti zaupljivi in seveda razumeti, zakaj določene skupine odklanjajo cepljenje. Tudi v Sloveniji smo pogledali oziroma na ministrstvu gledamo tudi nekaj raziskav, ki so bile narejene, saj ta praksa ni doma samo v Sloveniji, predvsem se je za spletnimi omrežji je postala ta komunikacija globalna, informacije se zelo hitro širijo in lahko se nekaj naučimo tudi, kako temu strežejo drugje. Vsekakor je treba staršem zagotoviti informacije, ki so kredibilne, predvsem morajo verjeti in zaupati pediatrom, kajti že na prvi pogled je pravzaprav nenavadno, da starši zelo visoko zaupajo svojemu zdravniku, ko gre za resno bolezen pri otroku, ko pa mu priporoči en zelo enostaven in varen ukrep, pa pokažejo visoko stopnjo nezaupanja. Naslednji element, ki je tudi relevanten, je, da vsaj kar se tiče nekaterih neobveznih cepljenj, ki smo jih danes omenili, so seveda ugotovili tudi v svetu ali pa v evropskem merilu, da tudi med sami zdravstvenimi delavci pravzaprav je morda premalo informacij ali pa premalo te pripravljenosti na to, da zaščitijo sebe ali pa da svetujejo cepljenje pacientom in svojim kolegom. Tudi tukaj verjetno nas še nekaj čaka. Omenjeno je bilo tudi nizka precepljenost proti HPV-ju v Sloveniji. Seveda s tem nismo zadovoljni, kajti to je res učinkovito cepivo, ki varuje
proti predrakavim spremembam, a ne. In tudi tukaj smo mogoče v Sloveniji žrtev uspeha. Imamo zelo dobro delujoč presejalni program Zora, kjer smo umrljivost praktično prepolovili, ampak seveda je cepljenje proti HPV-ju bi bil pomemben korak naprej. Mi na ministrstvu sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, za katere menimo, da so lahko tudi dober partner pri informiranju, in tudi tukaj potrebujemo verjetno še kakšen korak naprej. Torej, informiranje, zaupanje in tudi razgovor oziroma jasno komunikacijo o vseh stvarih, ki starše, predvsem zaskrbljene starše, zanima predvsem v tem kontekstu, ki ga je omenila dr. Zehar Zupančič. Ene informacije prihajajo, da se spreminja zakonodaja na področju cepljenja. Nam lahko poveste kaj več o tem in če se, v katero smer se spreminja? Veljavni zakon v Sloveniji je tak, da je cepljenje obvezno, da ga je možno opustiti le iz medicinskih razlogov, pa vseeno smo videli, da podatki kažejo, da precepljenost pada. To pomeni, da je ureditev nekako nefunkcionalna. Radi bi prišli do bolj funkcionalne ureditve, ta zdaj tudi omogoča postopke, ki so dolgotrajni, ki smo administrativno zahtevni in na koncu tudi dragi in nikoli ne pripeljajo do želenih učinkov. Torej, v novem zakonu bi radi te postopke, upravne postopke, ki so zdaj povezani z vlogami za opustitev cepljenja, nekoliko spremenili. Radi bi vnesli tudi določila, ki bi prinesla k boljši komunikaciji. Vzpostavili bi radi nacionalno telo za cepljenje, ki bo vsako leto sprejemalo cepilni program oziroma tudi nudilo vse informacije strokovne v zvezi s cepljenjem, tako kot je v drugih državah. O samih podrobnostih zakonodaje po tem hipu ne bi govorila, ker jo pripravljamo in usklajujemo z različnimi deležniki. Gospa Zehar, kako v bistvu slišali smo zdaj tukaj, da ta sistem podajanja oziroma oglobljanja staršev, ki se odločijo pač mimo medicinskih razlogov, da ne bojo cepili svojih otrok, da ne deluje, da starši še vedno najdejo eno pot, kako bojo mimo glob zaobšli to cepljenje ali pa pač jih plačajo, ne? Kakšni so drugačni načini, kako stimulirati starše, da pa vendarle se odločijo za cepljenje? Ne vem, morda predstaviti cepljenje kot nek privilegij, neko prednost, ki jo imajo, ki jo lahko dajo svojemu otroku. Dejstvo je, da globe ne bojo rešile problema. Potrebno je sistematično izobraževanje in ozaveščanje vseh, ne le staršev, o pomenu preprečevanja nalezljivih bolezni. Cepljenje ni problem pediatrov. To bi moral biti javnozdravstveni interes države in vseh prebivalcev. In premalo, če sploh se govori o tem, da je cepljenje pravica otrok. Otroci imajo pravico, da so zaščiteni pred boleznimi, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem. O tem govori vrsta mednarodnih dokumentov. In starši, ki otroke ne cepijo, v bistvu otrokom dejansko kršijo to pravico. In kaj pričakujemo od države? V bistvu država že več kot 20 let zamuja pri ozaveščanju prebivalstva o pomenu cepljenja za preprečevanje nalezljivih bolezni, ki lahko kaj kmalu spet postanejo javnozdravstveni problem. Tu niso dovolj le občasne promocijske kampanje, ampak je treba delati sistematično. Zdravstveno-vzgojne vsebine z tega področja bi morale biti redna vsebina vseh programov, od vrtcev preko osnovnih šol, srednjih šol do fakultet.
In posebno pozornost bi morali posvetiti izobraževanju bodočih zdravstvenih delavcev, ne samo zdravnikov. Nikakor ni dovolj, da se o pomenu cepljenja govori samo v uri v sklopu predmeta pediatrija ali pa infektologija. Potrebno je to izobraževanje poudarjati kot rdečo nit ves čas izobraževanja teh bodočih zdravstvenih delavcev, tako na srednjih in višjih zdravstvenih šolah, kot na fakultetah. In menim, da oseba, ki odklanja cepljenje, ne bi smela delati nikjer v zdravstvu. Če lahko nekdo, ki ne verjame svoji stroki, lahko sploh kredibilno dela v tem poklicu. To je prvo sporočilo. Drugo pa, ob upoštevanju naših sociokulturnega okolja predlagamo, da cepljenje ostane obvezno. Spomnite se na tisto zadnjo skupino staršev, o katerih sem govorila. Če bi se pa država odločila, da cepljenje ne bo več obvezno, pa je potrebno natančno zakonsko določiti odgovornost staršev, ki odklanjajo cepljenje, da prevzamejo vso materialno in moralno odgovornost, če otrok zboli, ima trajne posledice, ali pa če okuži druge otroke, da bojo zboleli ali imeli trajne posledice, v primeru smrti njihovega ali pa drugih otrok, pa tudi kazensko odgovornost. Vkolikor bi se staršem omogočilo, da se svobodno odločajo o tem, ali naj se cepijo, ali naj cepijo svoje otroke ali ne, pa je potrebno najti neke druge zaščitne mehanizme za zaščito populacije ali za pogoje za vpis v vrtec, osnovno šolo, za udeležbo v zdravstveni koloniji. Mi moramo vedeti, da so v zdravstveni koloniji vključujemo bolne otroke in da lahko nek otrok, ki prinese nalezljivo bolezen, v to skupino naredi ogromno škode. Predlagam pa tudi, da v tem primeru pediater ima možnost ugovora vesti in ne sprejme otrok, ki jih starši ne želijo cepiti, ker so ti otroci ob morebitni bolezni ogrožajo otroke, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni. Mi vemo, da imamo onkološke bolnike, mi vemo, da imamo otroke s hudo prizadetostjo imunskega sistema ali pa otroke, ki zaradi svoje starosti še ne morejo biti cepljeni. Naj vam samo zelo enostavno povem na primeru ošpic. Zamislite si, da imate dojenčka, greste k pediatru na pregled in se tam okuži z ošpicami, zboli in potem dobi kater od teh možnih zapletov ali pa celo, da se razvije pozneje sklerozantni panencefalitis in umre. Kdo bo za to kriv? Zdravnik, pri katerem so bili v čakalnici, država, ki je to dovolila, starši, ki svojega otroka niso cepili in je njihov otrok potem prenesel bolezen na druge. V veliko pomoč bi nam pa bilo, če bi pediatre na primarni ravni razbremenili vseh teh nemogočih administrativnih postopkov prijavljanja, izogibanja ali odklanjanja cepljenja zdravstveni inšpekciji. Starši, ki odklanjajo cepljenje, naj se ukvarjajo pooblaščeni zdravniki na NIJZ-ju, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. In skrajni čas bi bil, da država vendarle zagotovi enoten informacijski sistem, ki bi omogočal, da vsak trenutek vidimo, kakšna je precepljenost prebivalstva in da ob grozeči epidemiji omogoči takojšnjo identifikacijo tistih, ki niso bili cepljeni, da bi na ta način preprečili epidemijo ali jo v bistvu onemogočili. Pri tem bi rada poudarila, da imate mediji veliko moč pri oblikovanju javnega mnenja. In vas prosim, da se aktivno vključite v ozaveščanje staršev o pomenu preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem. Ne zaradi nas pediatrov, ampak zaradi otrok. Z nepreverjenimi informacijami, s polresnicami ali namernimi
Lažmi se je zelo lahko igrati s čustvi staršev. Zanima me pa, kdo bo prevzel odgovornost za morebitne žrtve, če se bojo bolezni, proti katerim lahko otroke dokazano, učinkovito zaščitimo, pri nas ponovno pojavile. Otroci pa bojo imeli zaradi njih trajne posledice ali pa celo umrli. Gospod Simonovič, zdaj že ene parkrat je beseda nanesla na slabo precepljenost med zdravstvenimi delavci. Gledala sem ene podatke poročilo NIJZ-ja iz leta 2014 o cepljenosti in takrat sem opazila, da se je za gripo, ki je pač visoka nalezljiva in lahko ogroža kronične bolnike in tako naprej, precepilo manj kot 5000 zdravstvenih delavcev v Sloveniji. Kaj je po vašem mnenju vzrok za to? A je to samo splošna neinformiranost ali tako? Pa v bistvu na kakšen način prepričati zdravstvene delavce, a mora biti to, da se vendarle cepijo proti takim boleznim, a je to obveza, bi mogli delodajalci to zapovedati? V UKC-ju Ljubljana se je to zgodilo, pa smo videli, kakšen je bil odziv. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Kar se tiče cepljenja zdravstvenih delavcev, tudi tukaj pravzaprav imamo dve vrsti cepljenja. Tudi za zdravstvene delavce obstaja obvezno cepljenje, to je cepljenje proti hepatitisu B. In kar se tega tiče, smo zdravstveni delavci pravzaprav zelo dobro zaščiteni in precepljeni v zelo visokem odstotku. Kar se pa tiče cepljenja proti gripi, ki pa je seveda priporočeno cepljenje, ni obvezno, pa je precepljenost zdravstvenih delavcev pravzaprav podobna, kot je precepljenost ostalih skupin, ki jim cepljenje proti gripi še posebej priporočamo. Zdravstveni delavci bi v prvi vrsti morali proti gripi zaščititi s cepljenjem, torej ne samo zaradi zmanjšanja možnosti, da bodo sami zboleli za gripo, ampak predvsem zato, da zmanjšajo možnosti prenosa gripe na paciente, s katerimi prihajajo v stik. Tako da je pravzaprav ta delež nizke precepljenosti pri zdravstvenih delavcih na nek način presenetljiv in kaže na neko stopnjo nezavedanja smiselnosti cepljenja proti gripi. Pri tem cepljenju zdravstvenih delavcev proti gripi pa je potrebno pravzaprav poudariti kljub vsemu na razlike. Če mi govorimo, da je v zdravstvenih ustanovah približno 10% cepljenih zdravstvenih delavcev, pa je velika razlika, ko si pogledamo potem precepljenost posameznih delovnih mest v zdravstvu. In zdravniki vseeno potem se izkaže, da so cepljeni v višjem odstotku kot morda nekoliko nižje izobražen kader, ki v zdravstvu dela. In še več, če pa si pogledamo oddelke, kjer se pa zdravstveni delavci dejansko srečujejo z gripo in vidijo, da je gripa lahko tudi težka bolezen, da gripa lahko tudi povzroča določene zaplete, ki so nevarni, lahko tudi smrtni za določene kategorije prebivalcev. In ki pa na drugi strani seveda se tudi zelo dobro spoznajo na cepiva, razumejo smiselnost cepljenja, poznajo varnost cepiv, poznajo vse raziskave, ki potrjujejo učinkovitost in varnost cepiv, da na teh oddelkih pa je precepljenost višja. In sicer na določenih infekcijskih oddelkih se potem cepi več kot 50% zdravstvenih delavcev. Med zdravniki pa je ta precepljenost pravzaprav izjemno visoka. Tako da iz vsega tega lahko sklepamo na nek način, da je tudi pri precepljenosti zdravstvenih delavcev ima veliko vlogo ozaveščenost, torej zavedanje o smiselnosti cepljenja, torej poznavanju pravih podatkov, učinkovitosti in varnosti cepiv in pravzaprav odsotnost nekih neracionalnih strahov pred izvedbo cepljenja. Tako da, če se vrnem na vaše vprašanje, kar se tiče obveznosti, obveznost cepljenja se tudi zdravstvenih delavcev se v nekaterih državah pa izkazala kot učinkovita. Recimo v Združenih državah Amerike imajo določene bolnišnice zahtevo za obvezno cepljenje zdravstvenih delavcev, ki želijo seveda delati v teh bolnišnicah in potem posledično se v teh bolnišnicah pravzaprav
je precepljenost popolna, lahko rečemo, oziroma ne cepijo se samo tisti, ki se zaradi nekih svojih zdravstvenih indikacij tega cepljenja ne smejo opraviti. Pa tudi sicer imamo določene države, ker kljub temu, da cepljenje ni obvezno, pa se zdravstveni delavci v velikem odstotku odločajo za cepljenje proti gripi, recimo primeri določenih evropskih držav, tukaj Velika Britanija, kjer je tudi visok delež, tudi okoli 50% delež cepljenih zdravstvenih delavcev. Tako da pravzaprav pravega recepta verjetno ni. Sam menim, da je najučinkovit oziroma najbolj smiseln ukrep bi bil, pa se pridružujem tukaj tudi mnenju predgovornikov, predvsem v večji ozaveščenosti, torej ne samo laične javnosti, ampak tudi stroke, ker je očitno to, bom rekel, kar znanje oziroma zavedanje, razumevanje smiselnosti cepljenja, varnosti cepljenja je kljub vsemu tudi med strokovnjaki na splošno gledano prenizko. Prej, ko se omenil v bistvu precepljenost zdravstvenega osebja, je lahko tudi indikator kakovosti bolnišnice in varnosti obravnave v tej bolnišnici. Gospod Pokorn, a po vašem mnenju je upadanje precepljenosti? Državo, država zapove cepljenje recimo v bolnišnice, pomanjkanje zaupanja v zdravstvo, v bolnišnice, v zdravnike, kakšno je vaše mnenje glede tega, pa glede na to, da ste pediater, po vašem mnenju, se mogoče bom zdaj malo teatralna, ampak kaj je tisto, ki bi po vašem mnenju obrnilo ta trend nazaj? A samo za ozaveščanje ali mora biti kakšen element, naprimer več smrti otrok zaradi ene nalezljive bolezni, da bojo potem ljudje rekli, ok, moramo cepiti? No, se teatralnost meni tuja. Ampak, če bi abstrahiral vse to, kar se je danes povedalo, ne, če bi govorili se o ozaveščanju, ne, in dejansko smo slišali, pri neobveznih cepljenih najvišja precepljenost je pri zdravnikih. Se pravi, ergo, logičen sklep je, v Sloveniji moramo vsem nuditi vpis na medicinsko fakulteto, pa bomo imeli pol lahko neobvezno cepljenje, pa bo precepljenost visoka. Ampak, teda, jaz imam enega znanca, ki je bil pač lih v eni fazi, ko sem jaz imel neke malo hecne ideje, kako bi precepljenost med zaposlenimi na infekcijski kliniki povečali. On je bil pa takrat v Filadelfiji, pač v otroški bolnici, eni zelo znani, in mi je poslal njihovo korespondenco, kako so jih pozvali k cepljenju. So rekli pač, ja, do tega pa tega dne se dajte cepiti proti gripi, cepljenje je obvezno za vse, v kafeteriji se lahko cepite, potem pa, če do tega roka se ne boste cepili, bojo ljudje dani na 14 dnev neplačan dopust, in če se še v nadaljnjih 14 dneh ne boste cepili, vam bo prekinjeno delovno razmerje. In mislim, da je stvar v bistvu bila zelo učinkovita. Seveda, ko je nesojeni direktor UKC-ja podobno nekako sprožil v UKC, se je gospa Nussdorfer takoj oglasila in rekla, da seveda to ne zdrži, ne? In da seveda je pa apelirala na ozaveščenost zdravstvenih delavcev, da sami nekako poskrbijo za to, da bodo zaščitili sebe in ljudi, ki so jim prepuščeni. Še eno anekdoto bom povedal in mislim, da ta odraža zelo dobro neko povprečje slovensko in percepcijo obveznosti oziroma priporočenosti. Imeli smo pred kratkim enega fanta z malarijo na kliniki in ko smo ga šli gledati tudi študenti, ki ga je tako rukala mrzlica, da se je cela postelja tresla, pa ga je potem kolegica spraševala, pa ste vedeli, da je tam, a ste jemal zaščito? Prav, ne, nisem jemal zaščite. Pa veste, da je bila priporočena? Ja, je bila, ampak so mi rekli, da tudi če ne ješ, ni nič hudega. Ne? In potem je ta gospod povedal neko resnico, ki mislim, da zelo dobro ponazori, zakaj je precepljenost z neobveznimi cepivi tako nizka. Rekel je, če bi bilo to res učinkovito, bi bilo obvezno. Se pravi,
Mi imamo še vedno nekaj, če je nekaj obvezno, pol je učinkovito. Če je pa priporočeno, pa se še oni niso čisto prepričani, a to učinkuje, pa če res ni treba, zakaj zdravega otroka izpostavljati bolečini, vbrizgavanju, nekim dodatkom, pa smo nekaj brali, ne vem, v kakšni prilogi, kakšnega časopisa, pa tam pohabljajo cepiva otroke. Mislim, to pa mogoče res, če ni nujno potrebno, pa če je sam priporočeno, pol pa mogoče res ni temu to res tako potrebno. Tako da jaz se zelo bojim. In imamo v bistvu na Zahodu in v kar nekaj državah, kjer je zaradi enega javno izraženega nezaupanja v cepljenje prišlo do upada precepljenosti in je potem prišlo do izbruhov bolezni, do smrti otrok, ki so bile seveda tudi medijsko dosti dobro pospremljene in je potem to bil pa zadosten motivacijski razlog, da so se pa starši spet odločili za uvedbo, za cepljenje svojih otrok. Seveda želimo si, da do tega ne bi prišlo, ampak tudi do tega lahko ne pride takoj. Poglejte samo primer Bosne, tam je v bistvu v 90-ih po vojni razpadel pač zdravstveni sistem, epidemijo ošpic so imeli pa zdaj. In so še primeri tudi iz pač evropskih držav, v Litvi oziroma v Latviji davica po razpadu Sovjetske zveze. Skratka, en kup in tudi poliomielitis, otroška paraliza seveda ni daleč od tega, da bi bil izkoreninjen, pojavil se je spet v Evropski uniji, tako da mislim, da tudi odgovorimo na odgovor, če pogledate, zgledujemo se po zahodnih državah. Na Nizozemskem je precepljenost starostnikov proti gripi 75%, daleč od tega, da je bilo cepljenje obvezno. Pri nas pa pod 10%, številke 3% v povprečju. Skratka, a smo potem mi tako zrela družba, kot je Nizozemska, Francija, a smo pripravljeni na nek tak preskok še v otroški populaciji? Jaz mislim, da bojo, če bomo šli na neobvezno cepljenje, da bojo deleži precepljenosti padli in da bojo seveda bolnišnične kapacitete otroških oddelkov, tako infekcijskih kot drugih, premajhne, da bi uspele skrbeti za eno epidemijo. Ne nazadnje, naj vas spomnim, bilo je rečeno, da je bila infekcijska klinika naša intenziva zgrajena ob zadnji epidemiji poliomielitisa. Ampak veste, kje so bolniki ležali? Večina bolnikov je ležala v dvorani ali taboru, sploh ne v bolnišnici. Tako da v takem primeru seveda bo BTC ali gospodarsko razstavišče, ali pa, ker seveda kapacitete ne bodo bolnišnične, že itak je klinični center prepoln bolnikov, pa nimamo še nikakršnih epidemij. Tlele imam, če sem še tole, dobili ste eno tabelico. To sem jaz enkrat pripravil, malo posodobil. Tukaj so v bistvu vse bolezni navedene, pri katerim v Sloveniji cepimo, od kdaj in ali je bolezen prisotna, kakšna je precepljenost in učinkovitost. In čim več plusov je, tem boljše je, oziroma ali višja precepljenost, ali je prisotna bolezen ali učinkovita. V glavnem, če boste imeli morda pol kakšno vprašanje, ne vem, tole, če bomo šli skozi, bo trajalo pol ure. Mislim, da bomo presegali okvire tiskovne konference. Hvala za to. Še eno vprašanje bi jaz imela, potem bom pa prepustila besedo vam. Gospod Bejović, gospod Pokorn je zdaj govoril o tem, kakšna je stopnja precepljenosti kljub temu, da pada pri obveznih cepivih, pa kakšna, da je v bistvu ful nižja tista za neobvezna cepiva, ki pa se še vedno pride s strani države. Zdaj, nove cepiva, ki se uvrščajo v program cepljenja, so neobvezna, ampak jih krije država. Zakaj je to? Zakaj je v bistvu prišlo do te razlike? Sprašujem vas, samo da bomo na jasnem, sprašujem vas tudi kot vodjo posvetovalne skupine za cepljenje. Zakaj je v bistvu do te razlike prišlo med obveznimi pa neobveznimi cepljenji?
Torej, ta razlika je, deloma je bilo to že omenjeno, pravzaprav nekako zgodovinsko, kulturno pogojena. Slovenija je država v nekem zgodovinskem prehodu na več področjih, tudi na področju odnosa do zdravja in zdravstva, lahko rečemo. Po eni strani seveda živimo v družbi, ki je bila navajena, da je za take stvari, kot je zdravje, skrbela država. Sociologi merijo take odnose oziroma te lastnosti družbe in so mnenja, da je Slovenija država, ki ima velik indeks moči. Torej, naše mnenje je, da je moč oddaljenosti moči, da je moč od nas oddaljena, da mi sami za svoje zdravje ni treba, da poskrbimo, ker poskrbijo nekateri centri moči, ki so od nas daleč stran. Seveda, po drugi strani se pa tudi pri nas uveljavljajo demokratična načela, živimo v družbi, ki je formalno demokratična in na ta način bi želeli biti podobni nekaterim razvitemu zahodnemu svetu, kjer cepiva v bistvu niso obvezna. Če pogledate zemljevid Evrope, kar se tiče obveznosti in neobveznosti cepljenja, so cepljenja obvezna v tako imenovanem bivšem vzhodnem bloku, kamor v bistvu spada tudi Slovenija, in praviloma neobvezna, se pravi z razlikami od cepiva do cepiva, od države do države in tudi od regije ponekod, ampak večinsko neobvezna v zahodnem delu Evrope. S tem, da seveda to ne pomeni, da je precepljenost drugačna. Ponekod, kot smo slišali, je precepljenost odlična, kljub temu, da cepivo ni obvezno. Gre za drugačno socialno, družbeno okolje, za drugačne lastnosti te družbe, kot sem prej omenila, indeks oddaljenosti moči je manjši. Ljudje se zavedajo, da morajo za svoje zdravje poskrbeti sami. Toliko o tej razliki, ki je nastala v tem prehodu. Seveda sporočilo te razlike, če na hitro pogledamo, je pa slabo. Ta cepiva izgledajo zato kot manj učinkovita, kar seveda iz strokovnega stališča sploh ni res. Po drugi strani nam pa daje ta slaba precepljenost cepivi, ki niso obvezna, pa informacije o tem, kaj bi se v Sloveniji zgodilo, če bi vsa cepljenja postala neobvezna, se pravi plačljiva s tem države, ampak neobvezna. Kateri so po vašem mnenju potem tisti ukrepi na nivoju države, s katerimi bi lahko okrepili ta neobvezna cepljenja? Torej, dolgoročno prav gotovo to, kar je bilo že omenjeno, bistvo cepljenja, zakaj cepljenje deluje, je neka informacija, s katero bi bilo treba seznaniti že v bistvu otroke v osnovni šoli in potem skozi nadaljne šolanje. Glede na precepljenost, recimo zdravstvenih delavcev, to je izjemno razliko med precepljenostjo medicinskih sester in zdravnikov. Iz tega lahko vidimo, da pravzaprav ta vsebina sploh ni vključena v izobraževanje srednjih, pa tudi ne zdaj medicinskih sester, ki v bistvu študirajo na fakultetah. One imajo po stopnji izobrazbe, po obsegu znanja, ki ga dobijo, pravzaprav primerljivo izobrazbo kot zdravniki. Ampak gre za to, da je bil ta segment nekako pozabljen, izključen, mogoče prav v tej družbeni klimi, ki se je nenadoma obrnila proti, v bistvu lahko rečemo proti znanosti. To je en pojav, ki se pojavlja vse posod po zahodnem svetu, v razvitih družbah. Prišli smo do take stopnje v bistvu pomembnosti znanosti in vseh teh odkritij, da smo se ljudje kreativno obrnili proti vsemu temu. Hvala. Bi mogoče samo še en stavek. Mislim, da bi mogel biti cilj, da tudi cepljenje postane kot ene vrste socialna norma, neka dobrobit, ki nam je dana, in seveda je zelo malo razlogov, zakaj jo ne bi izkoristili kot pravico. Včasih pa v Sloveniji se srečujemo s tem, da nekaj, kot je pravica, se sprašujejo, zakaj pa to pravico ne spremenite v obveznost. Mislim, da smo mi nekako na pol poti. Mogoče smo živeli še v svetu, kjer je zdravstvo paternalistično skrbelo in je vse vedelo, kaj je dobro,
Zdaj pa smo v tem obratu, ko pravzaprav mnogi ljudje že veliko vedo, ampak moramo res priti do tega preskoka, da bo cepljenje pa še kakšen drug ukrep postal sprejemljiv kot nekaj, kar je dobro, kar nam je dano in kar je seveda zelo smiselno izkoristiti in zato ne potrebujemo še dodatnih prisil. To še posebej velja za cepljenja, ki so na voljo, ki so učinkovitejša kot mogoče zdravila, s katerimi zdravimo. To je dobrobit za vsakega posameznika, se ve, a ne, bolje je ne zboleti proti raku, kot pa iti čez vso proceduro, ampak nekako do tja imamo verjetno še kakšen korak. Glede same o tem, kakšna so stališča zdravstvenih delavcev do cepljenja, je ministrstvo naročnike na raziskave, kjer bomo imeli podatke za Slovenijo in za slovenski prostor. In mislim, da je tudi zelo pomembno, da zelo natančno razumemo, kje smo in kako potem lahko ravnamo na podlagi dokazov. Zdaj verjetno sklepamo na podlagi študij, ki so bile narejena širše v evropskem prostoru. In verjetno je v zdravstvenih ustanovah še en instrument, ki je na voljo, ki pa se ga ne poslužujejo, to pa je ocena tveganja na delovnem mestu. Seveda okužba z gripo ali pa z neko nalezljivo boleznijo in pa možnost, da ti okužiš druge, je seveda pomembno tveganje in delodajalec bi iz tega lahko seveda tudi izpeljal mogoče še kaj več kot priporočilo, da so na nekaterih delovnih mestih pač zaščita s cepivom res visoko priporočena, če ne celo nujna, potrebna za opravljanje takega delovnega mesta. Hvala. Zdaj, bili smo dokaj izčrpni, ima kdo še kakšno vprašanje? Od novinarjev? Čeprav razumem se potem, ne strinjate z priporočili gospod župan, ki je član tega nekaj zelo konkretne predloge, kako ravnati oziroma izboljšati precepljenost. Ne, jaz moram reči, da ne. Jaz sem samo rekla, da mislim, absolutno, da ni res, da se ne strinjam. Ministrstvo seveda zagovarja, da bomo vsako zakonodajo, ki jo bomo sprejeli, bo imela cilj zagotavljati največjo mero precepljenosti in seveda bodo naše rešitve take, kjer bo predloge predlagala stroka, absolutno, a ne država, nismo kar nekaj abstraktnega, ampak so to strokovne inštitucije, zdravniki, pediatri, pristojni in seveda z njimi se pogovarjamo in iščemo najbolj optimalne rešitve. Ja, še vedno bati. Torej, se ne gre bati, da bi politika popustila pritiskom glasnejšega dela javnosti in za voljo všečnosti naredila cepljenja neobvezna, o čemer je v zadnjem času kar slišamo, da pravzaprav gremo to smer. Ker namreč, kot smo slišali, stroka pravi, da tole ne bo dobro. Predlog bo nastal na podlagi strokovnih priporočil. Kaj bo nazadnje politika naredila, o tem ne morem reči, ampak strokovne službe na ministrstvu, seveda, kot sem že večkrat povedala, bomo pripravili take spremembe zakona, ki vsekakor, oziroma take spremembe zakona, za katere lahko v veliki gotovosti trdimo, da ne bodo poslabšali situacije, nasprotno radi bi jo izboljšali in pri tem bomo vsekakor sledili mnenju stroke. Še gospa Bojovič? Ja, mogoče, če vas ima dopolnen odgovor. Težko bi rekli, da je večina ljudi v Sloveniji proti obveznemu cepljenju. Nasprotniki so glasni. Tisto, kar velja navesti, je dovolj informirati vse tiste ljudi, ki niso a priori nasprotniki, želijo pa imeti dovolj informacij, da bodo razumeli nasprotnike in razumeli zagovornike.
ta približno polovična precepljenost proti humanem papilomavirusu govori pač o taki polovici, ki se jo da obrniti v eno in drugo smer. Jaz bi še nekaj vprašala, zdravniški del. Sem mama, imam majhne otroke, tako da vidim tudi, ker sta veliko bolne, srečam en kup zdravnikov, ne samo naša pediatrija. In vidim, da pravzaprav tudi pediatri nekateri so, ali bom rekla več kot nekateri, no kar nekaj je takih, ki so previdno raje modro, tiho, ampak nihče pa ti ne svetuje, ti ne pove, ti ne razloži, kaj vse sploh imamo pri nas na voljo. A bi se morali torej tudi pediatri med sabo malo pomeniti, pa zmeniti kakšno, kako boste nastopali? Absolutno, o tem smo imeli kar nekaj posvetovanj in starši dobijo oziroma bi morali dobiti najkasneje v posvetovalnici, ko pridejo s enomesečnim dojenčkom v posvetovalnico, vse podatke o tem, kak je naš cepilni program, proti katerim boleznim se cepi in katere so še dodatne možnosti izven rednega programa, kaj je še pri nas možno cepiti. V tej prvi posvetovalnici dobijo knjižico, ki jo je izdal NIJZ, kjer so vse osnovne informacije o možnih cepljenjih, o boleznih, pričakovanih stranskih učinkih in tako naprej in tudi pred vsakim cepljenjem, ker cepilni redni program se pri nas začne v starostih 3 mesecev, tudi dobijo pisno informacijo, preden pridejo k zdravniku, da lahko pridobijo vse te informacije in imajo tudi spletni naslov, kjer lahko dobijo dodatne informacije. Če kje tega ne naredijo, potem bom zelo vesela, če bomo dobili to informacijo, da bomo pa mi po naši strani lahko ukrepali. Kakšna je v bistvu sploh tukaj, ne vem, če se navežem na to vprašanje, kakšna je sploh odgovornost takih pediatrov, ki pa pač ne svetujejo cepljenja? Mislim, ki s tem v bistvu, ali to zanikajo svojo doktrino oziroma Se strinjam, oni s tem zanikajo svojo stroko in ne bi smelo biti pediatra, ki svojim pacientom ne bi dal korektne informacije o cepljenjih. Še kakšno vprašanje? Še eno vprašanje, samo neodgovorjeno. Predlog, da bi precepljeno zdravstvenega osebja postala eden od kazalcev kakovosti zdravstvene inštitucije, kakšna je možnost, da pridemo pacientov? Ja, jaz lahko rečem to, da sem nakazala možnosti, ki že zdaj obstajajo. Lahko pa tudi povem, da se na področju kakovosti pravzaprav napoveduje nek nov zagon, neko delovanje ožje in širše delovne skupine na ministrstvu, ki jo bo vodila državna sekretarka, med njimi tudi prenova kazalnikov kakovosti in verjetno bo to mesto strokovne razprave, ali lahko to vrstne kazalnike uvrščamo na ta način. Mogoče še dr. Bejovičeva, vi ste na področju kakovosti. Na vsak način se to lahko uvede kot kazalnik kakovosti. Seveda ste pa videli, kakšna je bila reakcija na to idejo v kliničnem centru. Jaz mislim, da je pametno, da se vse te ukrepe pač nekako prilagodi družbi, njenemu razvoju, zgodovinskemu trenutku, za namenom, da se pač dobi optimalen rezultat, kar pomeni, kar se da veliko precepljenosti. In mogoče bi bil kazalnik kakovosti sprejemljivejši ukrep kot takojšnje obvezno cepljenje, sicer nekdo ne more več biti v neki bolnišnici v službi. Če jaz lahko še dodam, mislim, da seveda tudi na tem področju potrebujemo več komunikacije in razumevanja, tudi skrbi in zaskrbljenosti določenih. In seveda je to ni mogoče neka nova okoliščina, za katero potrebujemo tudi določene veščine, čas, orodja,
pa morda še kakšno dobro prakso, ki jo razvijajo v drugih državah, ker kot sem rekla, z raziskovanjem tega fenomena se pravzaprav ukvarjajo kar resno na številnih forumih. In seveda je to nekaj, s čimer se moramo soočati in enostavno, tako kot je profesor Begovičeva rekla, verjetno ni več, da samo nekdo nekaj zapove in potem tako je, ampak da rabimo fenomen razumeti, da rabimo pojasnjevati, da rabimo informirati, morda, tako kot je bilo tudi rečeno, pač to pomen teh preventivnih dejavnosti, vključno s cepljenjem in še kakšnim bolj umeščati v slovenski prostor in v zavest, kaj nam je pravzaprav dano in česar bi morali biti veseli. Potem verjetno razvoj nekih orodij, tudi pomoč pediatrom, uporabljati spletna omrežja, taka kot pač se uporabljajo danes pri širitvi informacije in tukaj je mnogo možnosti. In seveda tudi pošteno nasloviti skrbi staršev, ki jih seveda imajo in biti na voljo na vsa ta pojasnila in biti včasih morda tudi potrpežljivi in razumevajoči do tega, ampak predvsem pa slediti znanosti in nekim postulatom, za katere pa tudi vemo, a ne, da še vedno držijo. Če več ni nobenega vprašanja, bi počasi zaključila to okroglo misel. Vsem bi se najprej nastopajočim bi se rada zahvalila, da ste se udeležili tega. Zahvalila bi se tudi vam, da ste nas poslušali. Prepričana sem, da če kdo od novinarjev ima še kakšno vprašanje, bodo gostje na voljo za individualne pogovore oziroma izjave. Zdaj bi vas pa povabila še na eno manjšo pogostitev tam naprej in pa ob tem bi že napovedala, da SA bo še naprej organizirala okrogle mize na temo javnega zdravja in